Pa dajte se usesti malo bolj v krog, tam bomo rabili prostor, tako da dajte bolj tu. Bi pa izkoristila še nekaj teh trenutkov, preden se čisto vsi zberemo, zato da bi dala možnost, da slišimo en predlog, ki smo ga dobili od spletnih naših udeležencev. Katarina, imamo to na voljo že? Samo trenutek še, ja. Pa panelisti, jaz vas prosim, da poslušate, ker ne vem, mogoče bo kdo od vas imel kakšen komentar še na to. Prosim, izvolite, ja. Gospa Ivona Novoseli iz Združenja trgovcev Koper Otok predlaga zakonsko uvedbo papirnatih vrečk v sodelovanju s komunalo, da se trgovce spodbudi k ločevanju odpadkov, mogoče po sistemu za gospodinjstva. Torej, dostava razgradljivih vrečk za poslovne subjekte. To bi bilo dobro po njenem mnenju narediti kot skupen nastop z občinami, torej da bi se pripravilo celostno grafično podobo, torej grafiko, ki bi se uporabila na papirnatih vrečkah in drugih materialih. Fino, to je bil predlog. Jaz mislim, mogoče kakšen komentar na to, mislim, da se vsi strinjamo. Ni, ne, kakšnih posebnih komentarjev nimamo na to. Ja, hvala lepa. Glede papirnatih vrečk, mogoče moramo malo bolj poglobljeno pomisliti, ker v sami proizvodnji papirnatih vrečk in uporabi velike količine vode, ta voda tudi po določenih sistemih lahko pride v morje in ni nujno, da je najbolj koristna. Torej, mi moramo dosti bolj kompleksno pristopiti k temu in zmanjševati uporabo kakršnihkoli vrečk za enkratno uporabo in poskusiti uporabljati večkrat kakršnekoli že vrečke, ne? Ker smo videli, da vsaka ima neko svojo hibo. Tudi biorazgradljive proizvajajo več CO2 in prispevajo pač k toplogrednim plinom. Torej, potrošniki se moramo vsi navaditi, da čim manj embalaže kupujemo in uporabljamo. Ne? Torej, papirnata vrečka ni tako brezhibna, kot si mi predstavljamo včasih. Odlično, hvala lepa. Ja, če se upošteva celotna, tako imenovana ekobilanca, hvala lepa za to dopolnitev. No, in zdaj gremo na delo. Tisto, kar želimo pridobiti v tem drugem delu, ne, kot smo že rekli na začetku, je nabor ukrepov, ki bodo po vašem mnenju najučinkovitejše prispevali k razreševanju problematike morskih odpadkov in krepitvi odgovornosti državljanov. Zdaj, vi imate na mizah nekaj listov A3 formata in imate še en list z A4 formata. Tam na tistem listu so navodila za vas. In sicer mi bi želeli od vsake skupine, če pripravi opis enega do recimo 3 takih ukrepov, predlogov ukrepov. Dovolite, jaz samo vidim zdaj, kako se usedate, ene skupine postajajo prevelike. A lahko prosim, katero od vas, da se mogoče prisede sem? Aha, vi ste 2, 4, 6, ker vas je 6 recimo, ne vem, tukaj je to sam 4. Ja, dajte prosim sem priti. Ja. No, dobro, skratka, naloga je jasna, na te A3 liste s tiskanimi črkami zapišete najprej naslov ukrepa, potem kratek opis tega ukrepa v smislu, kaj so cilji, kaj so glavne dejavnosti, pa kdo bi bil lahko nosilec. Ampak še preden začnete delati, bi pa morali flomastre. Tam so še flomastri. Ja, lahko zagotovite, da so flomastri na vseh mizah, seveda flomastri so potrebni. No, najprej v okviru skupine izberete tako imenovanega poročevalca oziroma tudi vodjo razprave. To je lahko ena in ista oseba. Skratka, potrebujemo nekoga, ki bo potem te ukrepe kratko predstavil in najboljše, da jih tista oseba pravzaprav tudi zapiše, pa nekoga, ki bo dajal besedo, ki bo na nek način vodil to razpravo. Na vas je, da najprej predebatirate, dosežete neko soglasje, ni pa nujno, veste, če ima nekdo ločeno mnenje, ne napiše tisti ukrep, ki ga misli, ne. Ampak
to delo v skupinah je pravzaprav namenjeno tudi tej izmenjavi različnih mnenj. Tako, imeli boste časa 20 minut. Zdaj bi vas rada vprašala, če je vse jasno ali imate mogoče kakšno vprašanje. Sej bom jaz še krožila, če boste imeli še kakšno vprašanje, vam lahko pojasnim. Tako da zdaj bi potem začeli. Čakajte, ura? 52, se pravi tam 10 čez, najkasneje 10 čez 12 bi zaključili to delo. Tako čas je potekel in zdaj bi vas jaz prosila, da bi poročali o svojih rešitvah. Lepo vas prosim za malo pozornosti in da zaključite te razprave in zapisovanje. Razen, če imate še kakšno malenkost za dopolniti. Jaz bi prosila, če prvi poročevalec, naprimer iz tega omizja, že pač pove za rezultate, bi pa predlagala na tak način, da bomo šli čim bolj hitro in učinkovito skozi. Bi predlagala, da najprej prvi poročevalec sicer predstavi predlog ukrepa, kolegica bo tole zalepla, potem vas bom pa vprašala, če ima kdo zelo soroden ali enak predlog ukrepa. Mi smo se zavedali, da se bo znalo zgoditi, da bo precej istih, podobnih, ampak to bo samo pokazalo, kako pereč je problem na posameznem področju in kako pomemben je ukrep na posameznem področju. Tako da, a lahko prosim že vas, prvo mizo, prosim vas, jaz vam bom dala mikrofon, oziroma a boste vi lahko? Tako, prvi predlog, prvega omizja. Prvo omizje je zelo tekmovalno, sem že slišala neko navijanje. Ja. V 20 minutah je seveda dokaj težko narediti nekaj, kar bi nekdo moral na državni ravni narediti kot strategijo. Tako. Mi smo poskusili. Torej, slišali smo, da najpogosteje v morju oziroma na obali najdemo cigaretne ogorke, kot droben odpadek, cigaretne ogorke in ušesne palčke. Zdaj pri nas se je pojavila ideja, da bi naš prvi ukrep bil osveščanje potrošnikov in sicer na sistemski ravni, seveda kot izvedbo nekega zakonskega predpisa in obveze za proizvajalce cigaret in ušesnih palčk. Mi smo pač vzeli ta dva primera. Torej, kot ključna dejavnost v zvezi s tem bi bil zakonski predpis, ki bi ga morali sprejeti na sistemski ravni, tako kot piše recimo na cigaretnih škatlicah, da so cigarete oziroma sestavine cigaret škodljive za zdravje, da bi pač bodisi z nekim simbolom, bodisi z malo besed napisali, da tudi škodujejo naravi zaradi dolge dobe razgradnje tega filtra, tako da bi napisali pač na škatlico cigaret, ne zavrzite cigaretni ogorek v naravo, v morje, vodotoke in nekaj podobnega. Nosilec tega ukrepa bi bila seveda država najprej na sistemski ravni z določitvijo tega, da je potrebno to napisati tako na embalažo cigaret, kot tudi embalažo ušesnih palčk in nasplošno na vso embalažo, ki konča v morju. Potem pa seveda tudi proizvajalci na sistemski ravni. Torej ne smemo opustiti prizadevanja za to. Torej, drugi ukrep. Samo enega. Veste naprej, samo to boste zdaj predala, kolegica, da bo zalepla, se pravi, zelo izvirno moram reči, to že napeljuje na to, da na verjetnost, da bojo ti ukrepi, predlogi precej raznoliki. Preden nadaljujete, bi prosila ostale udeležence, ali imate mogoče kakšen podoben predlog, zato da ne bomo ponavljali. Ne, ni, odlično.
Vas pa Pa smo res bili originalni. Ste zelo originalni. Veste, kaj bi prosila kolegica, Upam, da ne če utopično. lahko z enim malo značite nekaj ključnih besed, ker bolj bomo rangirali tole, ne? In če niste pisali dovolj z velikimi črkami, bo to malo problem, ampak vseeno, saj se bo videl naslov. Ja. Dobro, gremo naprej, se pravi nobenega podobnega predloga. Prosim, nadaljujte. Ja, drugi ukrep, ki smo ga predlagali in ki je bil tukaj v razpravi že izpostavljen, je, da pristopimo k našemu turizmu, ki je končno dobil tudi svoj pravi urad, ne, kot zero waste turizmu. Malo nas je s tem okužila tudi kolegica, ki prihaja iz območja Vrhnike, ki tam zelo dolgo časa že ločujejo odpadke in so že zero waste skupnost, ne. Se pravi, da bi lahko kot opozorilo uporabnikom turističnih in navtičnih storitev, kaj ni primerno zavreči bodisi v morje in vodotoke, bodisi v WC školjko in sploh v naravo, pripravili ena kratka navodila, tako kot zdaj recimo v hotelih najdete, da pač, če boste brisačo uporabili večkrat, jo pustite pač obešeno na tistih nosilcih za brisače, če želite pa, da jo operemo, jo pa pustite, ne vem, v kadički, v tuš kabini in tako dalje, ne. Tako bi pač eno tako navodilo dali, da v WC školjko, magari simboli narisano, kaj ne smemo vreči v WC školjko. Če vemo, da ljudje ne berejo, potem si moramo omisliti pač ene simbolčke. Zato se pravi, da v kopalnicah, javnih WC-jih, vemo, da se veliko bark tudi renta, po domače povedano, navtičnim turistom in tam je tudi treba, niso oni vsi zelo osveščeni navtično, neki malo znajo jadrati, pa mislijo, da so veliki mojstri, ampak jim je treba tudi pač na barkah dati neko obvestilo, da ne smejo vsega zavreči v morje, kar se njim zdi, da lahko. Potem na spletni strani že naših turističnih organizacij naj bi že obveščali naše turiste, da smo mi zero waste skupnost, oziroma mi, ki gremo v tej smeri in si prizadevamo, želimo to tudi povedati, tako kot hoteli imajo marjetico in podobno, zato da povejo, da pripadajo temu gibanju. Zdaj, tukaj že spet imamo ključne dejavnosti, so tukaj obveščanje, osveščanje, nosilec je pa vsak izvajalec turistične in navtične dejavnosti. Mi smo pa to uspeli napisati, preveč bilo zapisati. Fino, hvala lepa, vsega sicer niste napisali, kar ste povedali, ampak dobro, razumljeno je bilo. A se je kdo lotil zero waste skupnosti? Še? Katera druga skupina? Ne? Super. Tretji ukrep so preventivni programi za potrošnike. Tukaj smo izhajali iz tistega, kar je povedal kolega Tilen Genov, kako enostavno povedati potrošnikom, naj izbirajo produkte, se pravi, naj izbirajo izdelke že na trgovskih policah, ki ne bodo zaviti v 3-4 embalažah, sploh pa takih, ki vemo, da tudi končajo v naravi. V Sloveniji imamo, recimo včeraj sem gledala popoldan oddajo za potrošnike, na televiziji Slovenija imamo eno tako oddajo in lahko čisto konkretno predlagamo naši nacionalni televiziji, naj posveti eno oddajo, jaz jo še nisem zasledila, o odgovornem izbiranju proizvodov na trgovskih policah z namenom, da kot končni produkt imajo čim manj odpadkov, tudi če se jih da reciklirati, ker velikokrat ljudje nepravilno ravnajo z njimi in končajo v naravi. Tukaj je pa nosilec tisti, ki je zadolžen za to, pač da lahko osvešča prebivalstvo. Tukaj sem jaz omenila našo RTV nacionalno, se pravi ministrstvo in RTV imajo že skupaj neke programe o osveščanju, tako da bi verjetno lahko tudi tu združili aktivnosti in seveda potrošniki. Jaz pač, ker delam v javnem podjetju, vem, da naše uporabnike vsak mesec na hrbtni strani položnice osveščamo o posamičnih ravnanjih, bodisi z biorazgradljivimi odpadki, bodisi s plastiko, bodisi s kakršnimkoli odpadkom. To je bilo, kar sem... Hvala lepa, zelo dobro ste to ponazorila.
Napisali sicer niste, razen naslova, ampak tudi to je dobro. Bom zdaj jaz napisala, ne? Odlično, Pisarka super. je več govorila, kot pisala. Odlično. Sem priganjala, ma ni šlo. Dajmo pustiti eno polje za tako imenovane preventivne programe za potrošnike, ali ima na to temo kdo kaj? Pa podobnega vsaj, ni treba, da čisto isto. Dajte prosim prebrati, da vidimo kaj, zato da bomo grupirali, kar je sorodnega. Kar je na temo ozaveščanja, se mi zdi, da... Ja, mi smo nekako že tako na začetku ugotovili, da je problem seveda večplasten in medsektorski in da je težko identificirati nek konkretni ukrep in samo en ali pa samo 3. In smo se nekako osredotočili v ustvarjanje dobrega potrošnika in cilj tega je seveda kot prvo zmanjšanje proizvodnje problematičnih materialov oziroma prehod k okolju bolj prijaznim materialom. Drugi cilj je bil odgovorno ravnanje z odpadki s strani potrošnikov in v končni fazi seveda glavni cilj manj odpadkov skupno, kar bi dosegali skozi v prvi fazi povezovanje stroke s končnim uporabnikom, namreč ugotavljamo, da znanstveniki dostikrat radi sami sebi nekaj govorimo, namesto da bi skušali to prevesti v nek navadni laični jezik, da da izsledke, raziskave in podobno vključujemo v proces izobraževanja na neki sistemski ravni, kot so že kolegi omenili. Seveda neka splošna promocija odgovornega ravnanja z odpadki in odgovornega potrošništva in pa tudi obvezna vključitev ali pa uveljavitev obveznega izobraževanja za zaposlene v različnih delovnih okoljih. Tako kot imamo na primer varnost pri delu, ki je neka pač obveza, ki jo zaposleni morajo, skozi katero morajo iti, da je enako obvezna neko izobraževanje o odgovornem odnosu do okolja. Ne? In da s tem mogoče zapolnimo to vrzel, ki obstaja, če je vso izobraževanje samo na prostovoljni ravni, potem včasih gre skozi eno uho skozi drugo ven, ali pa se nam ne da brati, ali pa se nam ne da poslušati, pa raje počnemo kaj drugega. Če pa smo že prisiljeni takrat sedeti v tistem prostoru in poslušati tisto, kar nam pač delodajalec naloži, da s tem mogoče kaj več kot potrošniki odnesemo. Ne. Izvajalec pa generalno gledano država, ne. Kot so že kolegi omenili, sistemska vključitev v različne procese, od vzgojno-izobraževalnega procesa do promocije, do teh obveznih izobraževanj. Hvala lepa. No, dajmo to obesiti kar tukaj, pa bomo, koliko boste vi napisala spodaj, tako da to je zdaj to potrošniško zaveščanje, to je naslednja skupina. Ima še kdo na to temo? Ja, pravzaprav. Dve skupine imamo na to temo, ja? Torej tudi mi imamo zaveščanje preko medijev in socialnih omrežij glede zmanjševanja proizvodnje odpadkov. In sicer cilji ukrepa bi bili ozaveščanje o škodljivosti odpadkov, potem ozaveščanje o neustvarjanju odpadkov, potem o pozitivnih ekonomskih učinkih, nasveti in priporočila, kako ustvariti in kako ustvariti manj odpadkov, glede na to, da se vedeš kot potrošnik, ki ima možnost proizvesti manj odpadkov. Potem o možnostih ponovne uporabe odpadkov, kar je najcenejša možnost za zmanjševanje odpadkov. Imamo tukaj tudi en tak lep primer na to temo, si lahko pogledate. Se vidi? Se vidi. Plastične korale. In potem še informiranost o možnostih uporabe odpadkov in čiščenja z naravnimi
čistili oziroma z snovmi, ki so naravna. Ključne dejavnosti je komunikacija preko medijev in socialnih omrežij, kakor smo povedali, informativna gradiva, razne tiskovine, obujanje starega načina življenja preko delavnic, ker je tudi gospa omenila, kako so v starih časih živeli in so se pač znajdli tudi brez sedanjih modernih čistil in tako da v bistvu je gospa pravi, da oni sploh niso proizvajali smeti. Mislim, da če nas nekdo temu poduči, da mogoče se nam le utrne vsake toliko, da tudi mi lahko na tak način nekaj dosežemo. In pa priložnost za trženje in ozaveščanje o naravnih čistilih, torej zdaj je to že moderno, že najdemo to na internetu in tako dalje. Mislim, da nas kar v zadnje čase s tem bombardirajo. Ampak mislim, da je tako tudi prav in tako smo se tudi med sabo pogovarjali, da na to temo bi lahko še več naredili o zaveščanju. Nosilec ukrepa in ostali sodelujoči. Rekli smo tako, vodilni naj bi bili ARSO in občine. Občine naj bi ob tem poskusile pač s pridobivanjem evropskih sredstev za ta način. Potem pa seveda društva, šole, trgovci, industrija in turistična organizacija. Odlično, hvala lepa. Jaz bi predlagala, da bi odprli vseeno 4. steber, ker to je bolj ozaveščanje na splošno, ne? Prej je bilo bolj ciljano na potrošnike, čeprav smo potrošniki vsi, ampak vseeno se bojim, da če damo vse v en koš, da bo ta koš prevelik. Tako da predlagam 4. steber. Veste, zakaj je to grupiranje pomembno? Zato, ker boste potem vi rangirali po pomembnosti, ne? In zato moramo tudi pohiteti, pa vas bi prosila, te uvodne predstavitve so bile malo daljše, zdaj pa malo bolj na kratko. Prosim, vi ste želeli. Jaz bom skušala zelo na kratko. Naša skupina je pravzaprav v taki sestavi, da se nekako srečuje z posledicami nepravilnih ravnanj in smo se osredotočili predvsem na uporabnike morja in obale. Torej, kakšne ukrepe si pravzaprav zamišljamo za ta del. Seveda mimo osveščanja pravzaprav ne moremo, to je bil osnovni ukrep, seveda v kombinaciji s poostrenim nadzorom. Namreč tukaj gre za razmišljanje, glih tako kot vemo v cestnem prometu, da se moramo držati določenih pravil in varnostnih ukrepov, vendar se zgodi, da kdo tudi krši in enako je žal tudi pri tem, čeprav smo vsi polni lepih besed. Torej, to je kot ukrep. Naslednji seveda vzgoja v družini in seveda v institucijah, to rekla, mislim, da nima smisla, da še kaj naprej razlagam. Cilj bi vsekakor bil zmanjšanje količin vseh vrst odpadkov, seveda, ki se pojavljajo v okolju in seveda doseganje dobrega okoljskega stanja morja. Ključne dejavnosti znotraj tega smo pa videli in sicer znotraj posameznih sektorjev se vključi vsebine z področja okolja, namreč tu smo mislili izpite za voditelje čolnov. Recimo, vsak, ki rekla uporablja čoln za dopust in tako naprej, mora opraviti ta izpit. Če bi bile te vsebine v programu usposabljanja za voditelje čolnov, je že to en tak zelo konkreten korak, ki ni prepuščen samo dobri volji, bi rekla, nevladnih organizacij oziroma posameznikov. Seveda pri tem smo pustili velik pomen izvajanja programov nevladnih organizacij in sicer morali pa bi biti mogoče čim bolj povezani med seboj, ker se dostikrat zgodi, da kakšna aktivnost ne pozna druge aktivnosti, pa imajo isti cilj. Bolj seveda poostren nadzor, in to smo mislili predvsem na nivoju države, torej, da država končno uvede tako imenovane vodovarstvene nadzornike, ki bi na tem področju lahko veliko naredili, in seveda nadzor s strani posameznih upravljavcev določenih delov morja in obale. Torej, pristojnosti bi morali imeti, rekla se mora dodeliti, da je to, ko nekoga ujamejo na dejanju, da je to takojšen prekršek prav tako kot na cesti. Namreč tujini se je to izkazalo kot pozitivno. Kdo mora ukrepati, država in lokalne skupnosti, to na hitro. Dobro, hvala lepa, ampak vi se mi zdi, ste kombinirali precej, zelo široko ste posegli pravzaprav z temi dejavnostmi. Kam bi uvrstili potem? A je ozaveščanje, že izobraževanje, malo ste šli v nadzor? Jaz bi rekla, bolj v nadzor? Širitev pooblastil nadzornim organom in vzpostavitev nadzora. In drugo se nam zdi ključno vsebine znotraj izpitov za uporabnike morja, torej izpiti za voditelje čolnov in verjetno tudi pri samih ladjarjih, kot sem bila opozorjena strani kolegice, ki je na morju plula in ima izkušnjo,
ko je ladja pač bila na odprtem morju, je odvrgla odpadke v morje, kar je protestirala, vendar je izplula iz ladje. Dobro, hvala lepa. Ja, se pravi, zdaj smo šli pravzaprav na In pravi, da to se ilegalno še danes dogaja. Dobro, odprli smo novo področje. Jaz bi mu rekla tako z eno besedo, ključna beseda, ali lahko ključna beseda nadzor tukaj? Ja, fino. Ali ima katera druga skupina na to temo tudi? Nadzor, kaj podobnega, kot je bilo povedano? Ne. Potem gremo k tej skupini. Vi ste vse izčrpali, ne, kar ste imeli. Povejte mi naslov ukrepa. Ne, gospod Bricelj pa pač ne sme, po mojem. Tako, to bo boljše. Mi smo tudi podali predlog glede osveščanja in sicer smo ga naslovili osveščanje za učinkovito ravnanje v lokalnem okolju, torej osredotočili smo se na spremembo navad lokalnega prebivalstva in sicer na eni strani odraslega prebivalstva in na drugi strani mladih. Torej cilj našega ukrepa je sprememba ravnanja, najprej navad in ravnanja, zato da bi odrasli in tudi otroci bolj odgovorno ravnali z naravnimi viri in s tem zmanjšali tudi količino odpadkov. Drugi cilj je vzgoja mladih, tako v vrtcih kot v šolah in pa želimo si zmanjšati škodljivi vpliv na ekosistem. Ključne dejavnosti smo spet razdelili na dve ravni, torej izobraževanje mladih v vrtcih in šolah in pa potem izobraževanje odraslih in na širše izobraževanje, širše skupnosti mi predlagamo preko javnih medijev, recimo televizija, državna televizija in pa lokalni mediji. In nosilci ukrepa so na eni strani lokalne skupnosti, potem nevladne organizacije, pa raziskovalne in izobraževalne institucije v naši regiji in pa gospodarstvo, predvsem turistični sektor. Super. Hvala lepa. Zdaj vas bom malo izvala, zato da bomo, ker zdaj smo v bistvu dosti dobro pokrili nekatere teme, kaj pa prej se spomnim bilo govora o ribičih, govora je bilo o ladjah, govora je bilo o proizvajalcih plastike. Aha, imamo nekaj od naših spletnih udeležencev, prosim. Tako, eden od ukrepov, njegov naslov bi bil manj ribiških mrež za več veselja v morju. Cilj ukrepa je zmanjšanje odpadnih mrež v morju. Ključne dejavnosti bi bile osveščanje ribičev glede problematike odpadnih ribiških mrež v morju, uvedba povratne ribiške mreže, ribiči prejmejo x% za vrnjeno odrabljeno ribiško mrežo, subvencioniranje uporabe recikliranih ribiških mrež. Nosilec ukrepa bi bile seveda državne, evropske in privatne inštitucije, od obalnih občin, nevladnih organizacij, Ministrstva za okolje, podjetij, ki se ukvarjajo z recikliranjem in proizvodnjo ribiških mrež in podobno. Odlično. Jaz bom prosila, če lahko to zapišete potem, ne, da bomo dali to tudi na steno, a že celo zapisano. Gremo naprej. A ima še katera skupina na to temo? Ribištva? Ne, no, potem gremo kar naprej, kar imate. Vi ste se že oglasili, vi tudi pravzaprav. Ja, vsi ste se, ampak vseeno. Poglejmo, če tukaj še kaj, slučajno. Če imate še kaj, kar ni bilo predstavljeno? Jaz sem nekako želela še izpostaviti, da bi ta bil zelo koristen film, ki je bil predstavljen, če bi država uspela televizijske hiše navdušiti, da bi to prevajali na mesto kakršnekoli druge reklame, če smo že pri tem. Odlično, to je čist konkreten predlog. Na nek način bi ga mogli sicer tudi tukaj v poročilo spraviti. A ja, si že zapisal. A ima vaša miza še kaj, poleg tistega, kar ste predstavili? A to pomeni, da smo pravzaprav izčrpali že? Se pravi, a to so ribiči, ne? Zdaj pa, ja, prosim. Mi smo se sicer dotaknili problematike proizvajalcev in tako naprej, ampak smo nekako na koncu gotovili, da brez tega, da potrošnik vodi to spremembo, pač bo težko doseči kakšne spremembe.
tako da skozi našega potrošnika do proizvajalcev in tako naprej. Hvala lepa. Zdaj, še en spletni predlog? Še nekaj jih imam, ampak mogoče samo na kratko, ker so zelo konkretni in tako da ne bom dolgovezla. Naslov enega ukrepa je recimo ukinitev avtomatov s pijačami in ureditev pitnikov s kozarci ali steklenicami, za katere se plača kavcija in vrne denar ob vračilu. Naslednji ukrep se nanaša na prepovedano kajenje na plaži, s katerim bi zmanjšali cigaretne ogorke na plaži. Prej smo slišali, da cigaretni ogorki predstavljajo kar velik procent odpadkov po celem svetu. Naslednji ukrep se nanaša na postavitev znakov o odlaganju odpadkov, ter obiskovalci bi po želji dobili vrečko za odpadke. In še zadnji ukrep, prepoved popivanja v večernih urah, s čimer bi zmanjšali koščke stekla na plaži. Torej, ključne dejavnosti po določeni uri, večerni uri bi bil prepovedan vstop na plažo z alkoholnimi pijačami, uvedli bi nadzornika, ki bi v večernih urah nadzoroval red na plaži. Skratka, restriktivni pristop. Jaz sem slišala sicer malo negodovanja tukaj, ne vprašanje, kako daleč se pride z restrikcijami. Prosim, izvolite. Mogoče bi se naša skupina tukaj vključila. Torej, to vrstne aktivnosti z nudenjem vrečk so bile v preteklosti že uvedene, vendar se niso obnesle. Tako da ta ukrep žal ni dosegel svojih ciljev. Kar se tiče opozorilnih tabel, je tudi problem prav to, kar je bilo tudi omenjeno, večerna popivanja. Torej, tabla je lahko danes lepa, jutri ni ali je podrta, oziroma pač, ko pride do nekih substanc preveč v telesu, so ravnanja čisto drugačna, kot je filozofija. Tako da je to težko, se pa spet vrnemo k nadzoru, ki je verjetno res potreba. Mogoče bi še dala kolegici besedo glede kajenja. Ona ima neko rešitev, ki bi jo mogoče predstavila. Pozdravljeni. Jaz sem razmišljala o tem, da je cigaretni ogorek odpadek številka 1 na slovenski obali in mene tudi blazno poleti blazno moti, ko grem na plažo in potem najprej vse cigaretne ogorke odmaknem, da se lahko namestim. Sem razmišljala o tem in tudi na nek način že en projektek pripravila za prenosne pepelnike iz recikliranega materiala. Tako da bi v poletnem času naredili eno kampanjo, konkretno pristopiti k kadilcu, ker ne moreš kar priti kadilcu, bom reči, ne kadi, ker nas kajenje dejansko ne moti, motijo nas ogorki, in mu z zgibanko in s prenosnim pepelnikom pač dali vedeti, da pač ta odpadek ne sodi na plažo, ampak naj ga da v pepelniček in odnese s sabo domov. Tak, čisto enostavno. Odlično. Na to temo sem lani v Benetkah zasledila, med Bienale so podarjali take prenosne pepelnike, lepo z napisom Benetke, eno lušno grafiko. Jaz ga še danes imam doma in uporabljam, tako da je to bila tudi zelo, zelo učinkovita marketinška poteza. Ja, tako je, tudi naši planinci, moram reči, sem pa dobila, mislim, od planinske organizacije, ne tudi. Kot škatlica, kot zaglobin tista škatlica, samo da se okrog obesi, okrog vratu, pa zelo hitro se odpre in zapre, pa malo večja. Tako da ja, očitno je pri nas v Sloveniji tudi to. Vi ste želeli? Ja, v bistvu samo nadaljujem, ne? Jaz sem pa na Portugalskem, na cesti, v bistvu od, bom rekla, ene namesto, da ji dam evro brezdomki, mi je ona ponudila iz piksne Coca-Cole narejen pepelniček, ki je bil zelo ličen, in to je tudi že takoj možna uporaba odpadkov. Hvala lepa. Zdaj dobili smo kar dober nabor od takih, bi rekla, skoraj sistemskih rešitev, pa do takih drobnih rešitev. Zdaj, tisto, kar imamo še pač kot nalogo, ker vidim, da zdaj izčrpali smo te predloge nekako, ne, pa tudi čas pa nam pač izteka. Vseeno bomo probali to rangirati. Zdaj, kolegice so vam razdelile, vsak ima 3 pike. To je verjetno najboljši in najbolj hiter način za rangiranje. Jaz vam samo ponovila po spominu,
kateri so sklopi, veste, ker boste težko, tudi najprej bo recimo ta skupina, ta del dvorane reagiral pa pol da ne bo vas preveč tukaj, ampak mislim pa, da je bilo rečeno, pomagajte mi, če sem slučajno, če bom kaj zgrešila, mislim, da tukaj je bilo predlog ta napisi na embalažo, ne, in podobni ukrepi, potem Zero Waste skupnost, potem je potrošniško ozaveščanje, ne, v najširšem kontekstu, potem ozaveščanje na splošno, izobraževanje tudi, potem tukaj nadzor, se tukaj piše, in pa maj ribiških mrež, in pa objava, filma, prenosli pepevniki, pa bi rekla tako še ostale drobne rešitve, no, ki so pa lahko silno učinkovite, tako kot promocijski material, kot seveda čisto funkcionalno zelo učinkoviti. Tako, gledajte, zdaj bi pa kar prosila, najprej ta del, da greste k tem plakatom in tam, kjer je prostor, pač nalepite. Zdaj pa vsak ima 3 pike, ne? Nima po mojem smisla, da vsak da po 1 piko 3 pač po njenem izboru, ampak da imate možnost s temi 3 pikami narediti, kar hočete. Lahko daste vse 3 pike enemu ukrepu, lahko daste 3 ukrepom po 1, lahko daste pa tudi 2 piki tistem ukrepu, ki se vam zdi najpomembnejši, pa še 1 piko drugam. To je pravzaprav samo zato, da dobimo mi malo občutka, ne, kaj se vam zdi bolj pomembno. In to se bo potem iz tiste poplave pikic hitro videlo. Tako da prosim, kar. Zaključni besedi tudi oba vodja projekta. No, v tem času smo dobili zgleda še en komentar od sprednjih udeležencev, tako da, če vas ne moti, bi Katarina prebrala to, mislim, da boste lahko pozorni vseeno kljub temu rangiranju. Prosim. Tako strani Združenja kemijske industrije iz GZS-ja so samo sporočili, da je med njihovimi člani in podjetje, ki reciklira mreže iz celega sveta, zato bi to lahko izkoristili tudi pri nas. Listke? Dajte jih pustiti na mizah tiste listke, ki so ostali. A vi ste že? Ste že? Aha, zgleda, da ste vsi že glasovali, da to rečem. No, vsi skupaj si lahko ogledamo, kakšen je rezultat. Nadzor 15. To skupaj si štemo. Ozveščanje 2, 4, 6, 8 približno. Tak film tudi. Ti prenosni pepelniki pa te drobne rešitve 5 glasov. Potrošniki 18, se pravi vpliv na potrošnike.
zero waste, koliko? 15. Aha, se pravi, delo s potrošniki, očitno, med najpomembnejšimi ukrepi. Jaz mislim, da je to seveda po eni strani dober nabor, po drugi strani pa imamo, bi rekel, motivacijo, ne vašo, in kdo ve, vodi projektov Slavko Mezek, pa vodja projekta Defiš Gir, če bi želeli mogoče tudi dobiti, kaj več informacij, potem bi se lahko tudi s kom povezali, da bi recimo bolj razdelil kakšnega od teh predlogov. No, kakorkoli. Mi smo pripeljali ta forum do sklepnega dejanja. A imamo še kaj? Spletnih? Ne. Jaz vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, za vaš aktivni prispevek in kot je bilo rečeno, predajam besedo Slavku Mezku. Mogoče nekaj na temo, kako bo pripravljeno poročilo, kaj bo s temi rezultati. Hvala za besedo. Jaz bi se rad najprej zahvalil vsem udeležencem za res zelo aktivno razpravo. Jaz mislim, da je današnji dogodek res tekel zelo produktivno. Za uvod smo slišali nekaj zelo integrantnih, zanimivih podatkov, ki so se nanašali na samo to onesnaževanje nereznosnimi odpadki. In to izrazili kot istočnico potem za ožjo razpravo o delovnih komizih, na katerih smo uspeli identificirati in pa nekatera predloge za aktivnosti, ki bi bilo potrebno seveda implementirati, če želimo, da se bo ta problematika na način bolj ustrezno reševala. Zdaj, verjamem, da je ostal marsikater predlog mogoče še nedorečen, tako da, to kot si Milena že ti povabila, bi vas povabil tudi jaz, da morda pač nam pošljete tudi še po pošti elektronski kakšen predlog, za tega mislite, da se kako spada v ta okvir. Mi bomo, njih govorim v okviru projekta Marisko in v okviru projekta Defižujer, bomo seveda pripravili poročilo na našem dogodku in fokus poročila bo na teh vaših predlogih. In to poročilo bo posredovano potem vsem tem ključnim akterjem, ki morajo za to stvar vedeti. To so pa, rekel, seveda na ministrstvo, ki je pristojno za to vrstno problematiko, danes imamo tudi predstavnike ministrstva, tako da verjamem, da bodo rezultate tudi promovirali znotraj ministrstva in da bodo seveda uporabljeni v okviru priprave strategije ravnanja z odpadki, pa tudi v okviru ostalih možnosti, kot recimo izvajanje direktive o morski strategiji. Rezultate bomo posredovali seveda tudi na lokalno raven, se pravi, seznanili bomo občine, seznanili bomo mednarodne partnerje, s katerimi sodelujemo v obeh projektih in na ta način bomo prispevali tudi ten svoj kamenček glede tega, kako na zadevo gledamo v Sloveniji, kaj so pravzaprav tisti ključni problemi v Sloveniji in v bistvu, kje vidimo nekaj rešitve. Zelo pomembno se mi zdi tudi to, da so bili že v dopoldanskem delu tudi predstavniki medijev in da bodo seveda preko medijev ta informacija prišla tudi do širše javnosti. In na koncu bi štel kot uspeh tudi to, da smo uspeli na nek način na naš dogodek razširiti tudi izven samega mesta dogajanja, se pravi, da smo omogočili tudi predstavnikom, da se vključujejo od zunaj. Mislim, da je to zelo učinkovit pristop, ki ima v sebi velik potencial in mislim, da seveda tak pristop lahko uporabimo še kje drugje. Tako da se vam bi še enkrat lepo zahvalil za sodelovanje in seveda vabim vas, da spremljate dogajanja na spletnih straneh Marisko, Defižujer. In tu bi jaz nehal in predajam besedo dr. Pagano. Hvala.
Mislim, da se nam kosilo približuje, tako da bom pravzaprav kratek. Jaz sem navdušen nad tem, kako se je diskusija razvila in se vsem najlepše zahvaljujem za vaš prispevek, za sodelovanje, za ideje, razmislek in energijo. Mislim, da je to prima. In tudi tisti, ki prispeva, ki sodeluje, tisti tudi ustvarja potem dogodke. In upam, da bomo ustvarjali dogodke tudi s temi predlogi, pa tudi s temi pikami. Samo to bi omenil, ne. Te pike so izjemno pomembne, ne samo, kaj se ti zdi pomembno, ampak tudi, kje bi ti sodeloval. Tisto, kjer bi mi sodelovali, očitno nas to zanima, zato smo tukaj, ne, tisto bo verjetno nekoč šlo naprej. Jaz na to računam in tega se veselim in to bomo poskušali razvijati tudi naprej v smislu teh predlogov, to bi citiral Slavko, jih bomo naprej posredovali, pa jaz ne bi rekel, sem posredovali, pa pritiskali naprej. Ne? Kamorkoli jih lahko spravimo in upoštevali v predlogih, ki jih bomo dajali. Tako da jaz vam res najlepša zahvaljujem. Zahvalil bi se tudi Slavko. Slavko, ti si to v glavnem vse zorganiziral, mi smo potem pristopili malo kasneje, se mi zdi. Tako da hvala, da si zorganiziral vse, da lepo deluje, da je pa diskusija oziroma cel program lepo tekmo, pa tam na eno skoraj nevidno silo, ki nas je pelala skozi. Naša voditeljica Milena Marega, najlepša hvala, vi ste nas tako lepo tukaj skozi pelali, odlično in zahvalil bi se tudi panelistom, ki ste dodali, moram reči, tiste podatke, tisto osnovo, na kateri smo potem lahko tole gradili naprej. Torej, jaz sem navdušen in najlepša hvala vsem. Hvala lepa. Samo tudi v imenu Ministrstva za okolje in prostor se ne jaz zahvalim organizatorjem, pa predvsem vam, ki ste bili tukaj in jaz verjamem, ki boste s tem vsebino nadaljevali. Važno je, da, kot je povedala gospa Zorka Sotler, te aktivnosti sicer tečejo že od davnega leta, pa vendar je prvič, ali pa smo zelo veseli, da ste vi danes tukaj in da se ta, bi rekel, krepi vendarle zavedanje, ki je bilo do neke mere deklarativno sicer tukaj, v praksi pa pravzaprav skromno ali pa mogoče dvolično. No? Zato, ker ste pa vi danes tukaj, pa verjamemo, no, da se resnično na vas je, da to, kar je tukaj gori, skomunicirate in prenesete vašim kolegom, kolegicam, sodelavcem, skratka, na koncu tudi te birokratske strukturi, ki često ne radi omenjamo, kot so ministrstva, birokracija ali kakorkoli slabšalne besede, pa župani in občine, pa vendar to so naše strukture, zato da bi mi živeli bolje in da za te vsebine vzame resno, resno jo bo pa vzelo, če jih boste vi seveda zastopali aktivno. Zato se vam zahvaljujem in bi rad še enkrat omenil, glede na to, da 20 let recimo spremljamo to problematiko in poznamo, veliko se je zgodilo, zelo veliko obeta tudi ta proces, ki je v teh dveh projektih bil predstavljen in Slovenija je, poslušajte, obalna evropska država in če tega ne bomo prepoznali mi, bodo naši sosedi z veseljem počeli to, kar mi sicer morda deklarativno omenjamo, pa ne izvajamo. Toliko nas bo, koliko bomo izvajali to v praksi. In Jadran je brez meja, je Evropsko morje in naš prispevek k njemu in trajnostni rabi je toliko, kolikor nas bo za glasom in dejanjem na Jadranu. In vam želim povedati, da predsedujemo okoljskemu stebru Jonsko-jadranske strategije in da smo Slovenija prinesla na zemljevid Sredozemski dan obale, ki je 25. september, pa to redko kdo ve. In vas vabim že zdaj, da za 25. september predstavimo vse, kar bomo uspeli narediti od danes pa do in se bomo družili z rezultati, ki bodo recimo plod naše skupne tudi zdajle prioritet v naslednjem obdobju. Hvala lepa.
Jaz bi pa mogoče dala še en kratek predlog, da se kontaktna lista vseh, ki smo danes tukaj, pošlje vsem, ki smo danes tukaj. Tako da, če ima kdorkoli kakšno idejo za naprej, za sodelovanje, za dodatne informacije, kot sem rekla, tudi sodelovanje naprej v stilu priprave programa ukrepov za morsko direktivo, ki ga letos sporočamo in tako naprej, bi prosila, da se to naredi, da imamo vsi vse kontakte. Hvala lepa za ta predlog, zagotovo se ga bo dalo upoštevati. Ne nazadnje gre zahvala še vsem našim snemalcem seveda, pa tej spletni IT podpori, niti ne vem točno, kateri izraz ne uporabim, ampak vemo pa seveda, za koga gre. Tako da hvala tudi vam in hvala, da boste izpolnili vprašalniki, ki so vam jih tek leta dala. In oddali. Če bi kdo želel še kaj, čas, ko še izpolnjujete, če bi kdo misli, da bi bilo mogoče še kaj za dodati? Če pa ne, ko se pa posvetite. Če smem samo glede ankete dodati. Ja, je identična razlika, je samo v zadnjem vprašanju. Izpolnite vse, tudi tisto, kar ste že prej, ker namen je, da se preveri, da vidimo, če je kakšna razlika v mnenju, ki ste ga imeli pred forumom in zdaj po forumu. Hvala.